Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer vam v teh dneh pripravljamo serijo oddaj o dogajanju v Ukrajini. V sklopu teh oddaj smo gostili že dva poznavalca, strokovnjaka, gospoda Lipuška in pa tudi gospoda Čibeja. No, danes pa se bomo posvetili temu vojaškemu vidiku vojne v Ukrajini. Tako smo v studiu povabili upokojenega generalmajora Slovenske vojske, gospoda dr. Alojza Štajnera. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan. Torej, dobro leto dni je od začetka te specialne operacije, kot jo imenujejo Rusi, oziroma te vojne v Ukrajini. Pa morda, če sedaj pogledamo v tem letu, pa pogledamo recimo, kakšni so dosežki ene in druge strani, pa če morda za uvod poveste vaše mnenje, kaj je v tem času dosegla oziroma ni dosegla ruska armada. No, mogoče mi lahko dovolite, da bom najprej povedal o eni zadevi, ki je lahko zelo vprašljiva. Gre za vprašanje ultimativnosti te vojne. Ultimativnost te vojne pomeni, da ena stran mora ultimativno, se pravi nepreklicno, zmagati, druga pa, da mora izgubiti. Ker je ta vojna v nekaterih pogledih zelo podobna drugi svetovni vojni, bi ta ultimativnost pomenila na eni strani brezpogojno kapitulacijo ali pa totalno zmago. To je lahko vprašljivo, takšno stališče, takšno izhodišče, zaradi tega, ker so po vsaki taki ultimativni zmagi ali ultimativnem porazu brezobzirno pobijali nasprotnike, bodisi na sodiščih ali pa celo izven sodno. Zdaj pa, če dovolite odgovor na vaše vprašanje, ruska stran je takrat, kadar je šla v to specialno vojaško operacijo, imela postavljene 3 teritorijalne cilje, se pravi priznanje avtonomne republike Krima in pa seveda potem priznanje samooklicanih republik, Ljudske republike Lugansk in pa Donetsk. Danes so od teh 2 regij, ki sta na območju Ukrajine, če odštejemo Krim, zasedli 4. Se pravi, poleg Luganskega območja in Doneškega območja, še Zaporoško območje in pa Hersonsko območje. Po nekaterih ocenah je to brez Krima 100.000 kvadratnih kilometrov ali 14% ukrajinskega ozemlja. Na tem območju je skupaj z Krimom nekoč živelo 15 milijonov ljudi, danes jih je verjetno pol manj, ker je veliko razseljenih oseb in pa veliko beguncev. Torej, če bi skozi ta element oziroma skozi ta kazalnik ocenjevali uspeh specialne vojaške operacije, potem ne bi smeli reči, da ni bila uspešna. Torej, zasedli so območje v velikosti nekaj več kot Republike Madžarske, recimo. Ja, ali pa 5 Slovenije. Kaj pa recimo, kako pa se recimo potem ta ukrajinska vojska nekako postavila po robu, oziroma kako recimo njihovo vlogo v tej vojni gledate, kako so oni bili uspešni? Zdaj, za ukrajinsko stran bi trebalo reči, da najprej na začetku, ko se je zgodil ta šok, čeprav se je o vojni govorilo od septembra 2021 naprej, ni pokleknila, ni padla. Tudi načrtovani hitra rešitev te vojne operacije z zajetjem ukrajinskega vodstva, razglasitvijo tega, da ruske sile niso sovražne, ni bilo uspešno. Zgodila se Buča, Irpin in pa Černigov, tako da v tem pogledu bi lahko rekli, da je bil pravzaprav to največji uspeh. Drugi del tega, pogojno rečeno uspeha, je bil tem, da se je ukrajinska stran sorazmerno zelo hitro prilagajala tudi z izdatno svetovno in zahodno pomočjo in postala vedno bolj enakovreden partner, bolj enakovredna na bojišču. Torej, najprej ni pokleknila, drugič postala je enakovredna, res pa je, da ni uspela uresničiti svojih napovedi, da bo osvobodila vse zasedene pokrajine, osvobodila je del Harkovske, potem ko so se ruske sile tam umaknile, in pa seveda del Hersonske na desnem bregu Dnepra, kjer so jih pravzaprav iz ofenzivne pozicije, se pravi napadalne pozicije, potegnili do reke Dnepra, kjer so prišli v pozicijsko bojevanje in obstreljevanje vsak na svoji strani Dnepra v Hersonski regiji. Kakšna bi bila danes situacija v Ukrajini, če bi recimo takrat v tistih prvih dneh nekako ruska vojska uspela zasesti oziroma odstraniti to vodstvo za Zelenskim in nastaviti neko svojo prorusko oblast?
Lahko da do vojne sploh ne bi prišlo v takšnem smislu, kot jo zdaj spremljamo že več kot leto dni. Potem se bo pojavilo vprašanje, torej, zakaj je bilo potrebno pripeljati 10 ruskih armad, zakaj je bilo to, torej, zakaj so jih pripeljali na meje, zakaj so jih pošiljali proti Kijevu, verjetno zaradi tega, da bi lažje uresničili cilj demilitarizacije Ukrajine. Demilitarizacija Ukrajine dejansko pomeni razorožitev Ukrajine, torej da bi razorožili tiste ukrajinske vojaške formacije, ki ne bi hotele priznati nove oblasti oziroma tega nazaj ruskega partnerstva, kot je bilo to v času Sovjetske zveze, pa vse tja do leta 2013. Torej, takšnega dela vojne ne bi bilo. Resnica pa je v tem, da bi v tem primeru ruska vojska bila na mejah NATO, tako kot so napovedovali. Torej, to so meje tam, kjer Ukrajina meji na Poljsko, Slovaško in Romunijo, in tam, kjer Belorusija meji na baltske države in pa na Poljsko. Torej, v tem pogledu bi bil uresničen ta cilj, kje je oziroma delitve interesne sfere med zahodnim natovskim delom in med ruskim delom. Govorilo se je, da je ukrajinska vojska pripravljala dejansko napad, preden je seveda ruska vojska intervenirala lani februara. Torej, ko je ukrajinska vojska želela nekako z svojo nevihto, kot jo poznamo iz Hrvaške, nekako zasesti ti dve uporniški pokrajini. Koliko je v tem resnice? To ni nobena skrivnost. Po letu 2015 je ukrajinska stran napovedovala in pripravljala vojsko za to, da zasede obe samouklicani republiki Lugansko in Doneško, ki sta v manjših mejah, kot so bile ukrajinske oblasti prej. Torej, drugo bolj ključno vprašanje je, zakaj leta 2021 niso šli v to operacijo, ker so leta 2021 rekli, da je ukrajinska vojska že dosegla takšno sposobnost, da bi to lahko realizirala. Tukaj je tudi ruska stran imela odgovor na to pripravljeno. Leta 2021 v mesecu septembru so imeli zadnjo veliko vajo oziroma strateške manevre imenovane Zapad, in vprašanje, zakaj jih potem, ko so vojaki končali to vajo, teh vojakov niso omaknili nazaj na ruska območja, ampak so ostali blizu Ukrajine. Teh 175.000 oziroma 150.000 vojakov je ostalo na teh območjih, od 135 bojnih skupin, kolikor jih je šlo 24. februarja 1922 na Ukrajino, jih je 125 ostalo. Torej 125 teh bojnih skupin je ostalo. Torej, vprašanje, zakaj takrat niso, odgovor je lahko zaradi tega, ker je bila na drugi strani, se pravi na meji med Rusijo in Ukrajino, velika koncentracija ruskih sil, ali pa so vedeli, da ruska stran čaka, da se zaženejo dol proti Donbasu in da jih potem udarijo z severa in z boka in jih na ta način razbijajo. Vsi govorijo, da je nekako tam se proti ukrajinski vojski bori ruska vojska, ampak nekako je tudi ti dve, se pravi v Donbaškem bazenu, ki sta ti dve republike, je tudi lokalno prebivalstvo prejelo za orožje in je nekako se bori tudi proti Ukrajincem. Kako so kaj te vojaške formacije močne? Strani v spopadu so 3, ne 2. Večji del je ruska vojska, operativna vojska, 5 zvrsti ruske vojske, razen strateške, se pravi sile, ki so namenjene za upravljanje in delovanje z nuklearnim orožjem. Treba je računati seveda tudi na sile samooklicanih republik, vseh 3, se pravi Luganske, Doneške in Krimske. Vse te republike so spostavili za en korpus operativnih sil. Krimska vojska je tako bila že priznana in vključena v rusko vojsko, tudi Luganski prvi korpus in Doneški drugi korpus sta bila vključena v 8. rusko armado. Ampak poleg teh je na tej tako imenovani ruski strani zraven treba računati še na prostovoljce. Torej prostovoljci so lahko iz teh območij ali pa iz Rusije in je treba računati na plačence.
Na drugi strani imate na ukrajinski strani imate ukrajinsko operativno vojsko, tam okrog 80 do 100 tisoč, potem imate ukrajinsko teritorijalno obrambo, se pravi strukture, in imate ukrajinsko narodno milico oziroma po naše nacionalno gardo, in tudi ukrajinska stran razpolaga z prostovoljci, torej prostovoljci tistih, ki so prišli bodisi iz zasedenih ukrajinskih območij ali tisti iz ostalih predelov oziroma regij Ukrajine ali pa iz sveta. In imate seveda plačance. Te plačance na obeh straneh lahko plačuje država oziroma te samooklicane republike ali pa plačajo prijatelji in zavezniki iz tujine. Kako vpliva na te vojaške dogodke to dejstvo, da je tu zelo tako, lahko rekel, različno mešano prebivalstvo? Eni so Rusi, eni so Ukrajinci, eni so rusko govoreči in tako naprej. Kako to vpliva potem na položaj na bojišču oziroma te vojaške operacije, pa tudi sodelovanje samih lokalnega prebivalstva na eni ali na drugi strani? No, to kaže na značaj, da je ta nesrečna vojna v Ukrajini državljanska vojna, kjer se s pridom izkoriščajo te, bi se reklo, narodnostne razlike, in takšnih vzorcev in takšnih primerov smo veliko videli tudi iz vojne na območju nekdanje Jugoslavije. Trenutno dogajanje na bojišču, kdo ima daljšo sapo, Rusi ali Ukrajinci, pa seveda še vse koncentrirano nekako na ta Bahmut, kaj je to novi Mariupol? Bahmut je center gravitacije že polnih 8 let. Ves čas od leta 2014, ko se odcepi Krim in ko se spostavijo samo oklicane te dve republike, bil Bahmut ta center. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker je Bahmut je sicer 80 km nad največjim mestom v Doneški republiki, nad mestom Donetsk, ampak Bahmut so vrata, torej ne samo za Donetsk, ampak tudi na jug proti Mariupolu. In Bahmut je točka, iz katere se vzpostavljajo izhodišča komunikacijska proti Zaporožju oziroma proti Dnipru. To je ta center, ima seveda tudi nekaj zgodovinskih pomenov. To je mesto, ki je imelo okrog 70 tisoč prebivalcev. Verjetno je na tem območju, torej na mestu, kjer so ostale samo ruševine, ostalo nekaj sto ljudi. Ima, bi se reklo, ta simbolni pomen, tako kot je bil Mariupol, tako kot je bil Bahmut sam, pa Lisičinsk in mesto poleg tega Lisičinska. Gre za naslednjo zadevo, torej strani, ki se bojujejo, verjamejo na, bi se reklo, usodnost določenih točk. Najbolj seveda je to podobno Volgogradu oziroma Stalingradu, torej tisti, ki zmaga v neki točki, tudi če izgubi, bi se reklo, največ ljudi, največ potencijala je potem dobi dobro izhodišče in zagon za naslednje. Jaz verjamem v ta del, bi se reklo, napovedi, torej če pade Bahmut, so potem vrata proti Zaporožju odprta in zaprta so vrata za Ukrajince, zato da pridejo nazaj na Azovsko morje. Torej, če Rusi zasedajo Bahmut, bodo slej ko prej prišli do reke Dniper. No, treba je vedeti, da je od Bahmuta do Dnipra 240 km do Zaporožja, 280 km do Zaporožja, torej dokot je napoved, da bodo zasedli torej vse te tri regije, se pravi celo Lugansko regijo, celo Doneško regijo in celo Zaporoško regijo. Torej jaz verjamem, da cilj ni Dnipro, ampak je Zaporožje na Dnepru, kjer je tudi največ industrijskih kompleksov in tudi največja evropska nuklearna centrala. Torej, ni možno reči, da bodo z lahkoto prišli do tja, ampak obe strani računata, da če se zgodi en takšen preobrat na določeni točki, da bi se lahko razpadla celotna fronta. Najbrž računajo na ta, bi se reklo, bolj na ta moment. Od Bahmuta je do izhodišča še 80 km, potem bi se pa lahko komunikacijske smeri zelo odprle. Zato tudi ukrajinska stran napoveduje, da položaje še držijo, da pa se dejansko borijo za požgano mesto oziroma za požgano zemljo. Po vašem, kdo ima tu daljšo sapo? V tem trenutku poteka ena zanimiva, ne bitka za Bahmut, ampak bitka za čas.
Agresorska stran ve, da Ukrajina pričakuje še več sodobnega orožja, tanke in podobna sredstva. Na drugi strani vedo, da Ukrajini primanjkuje streliva za artilerijo in za tanke, na drugi strani pa seveda tudi raketni. Zdaj ta tekma poteka, torej ali lahko v tem času presenetijo Ukrajino, dokler ne dobi dokončno te zahodne pomoči. In tisti, ki bi v tem trenutku izkoristil to prednost bi lahko imel, bi se reklo, prednost tudi v izhodu same vojne. Ne prej se je razmišljalo, zakaj je tam po pravoslavnem božiču, torej v sredini februarja ali pa v začetku februarja do zdaj potekalo intenzivno obstreljevanje na celotni Donbaški fronti, ki je dolga 200 km ali še več, če štejemo še del spodaj v Zaporožju. Zakaj je tukaj potekalo intenzivno artilerijsko obstreljevanje? Torej smo mislili za to, da se kaže namera, da bo prišlo do ofenzive, pa da se onega na drugi strani drži v negotovosti, zahteva se prerazporeditev sil. Zdaj vidimo, da je pravzaprav bilo to bolj usmerjeno za to, da Ukrajinci izpraznijo svoje zaloge v strateških teh municijskih potencialih za odgovor. Bi lahko rekli, da poteka že ruska ofenziva širšega razmaha, ali je to vse še vedno na to mesto Bahmut koncentrirano? Bahmut je točka preboja, ofenziva poteka od sredine januarja. Kaj pomenijo nedavne čistke v vrhu ukrajinskih oblasti? Trebalo bi reči, da ta diferenciacija na politični in vojaški ravni poteka na obeh straneh. Resnica je, da za rusko stran tega vemo nekaj manj, zlasti za tisto, kar poteka na politični ravni. Čeprav bi tudi pri ruski strani lahko rekli, da takrat, kadar so razglasili vojno stanje v teh 4 oziroma 5 območjih Ukrajine, se pravi v 4 regijah plus na Krimu, da so razglasili še v 4 sosednjih območjih v Rusiji, kar so hteli poudariti, da gre za vojno stanje, da je treba spremeniti odnos do tega. Ampak tudi na vojaškem področju je tudi v ruskih silah bilo veliko teh sprememb. Veliko poveljnikov so zamenjali, zadnja najbolj takšna vidna je bila v tem, ko so načelnika ruske vojske postavili neposredno za šefa vojskujočih se sil v Ukrajini. Torej, to je. Tudi na ukrajinski strani imate tega veliko, na obeh straneh, se pravi tiste, ki so na fronti, plus tiste, ki so na politični ravni. Vredno ta diferenciacija poteka na principu tistih zagovornikov totalne vojne, na eni strani, na drugi strani pa uspešnih. Torej, tukaj se zelo hitro vidi tisti, kdo je na oblasti in je učinkovit pri izvajanju te politike in kdo je manj učinkovit. Da na ukrajinski strani so zadnje zamenjave označili tudi z tistim, kar je v javnosti zelo všečno, so rekli, da gre tudi za boj proti korupciji. Ljudje rečejo, ja, v vojni je veliko korupcije, pa na ta način lažje razumejo, bi se reklo, to diferenciacijo. Torej, to je bil samo nek izgovor, če dobro razumem. Jaz tega ne morem dokončno trditi, ampak lahko je sklepati potem, torej niso bili dovolj učinkoviti, niso bili dovolj poslušni, potem pa damo seveda ustrezno etiketo, da to lahko na ta način uredimo. V vojnih časih oziroma vidimo ta primer padca tega helikopterja z notranjim ministrom pa z njegovim namestnikom. Kako je možno, da pride do take napake, da sta dva, ki ne bi smela biti skupaj na enem mestu, helikopteri in potem oba umreta. Ponavadi, koliko jaz vem, še pri nas v mirnih časih nista minister pa njegov državni sekretar skupaj na enem mestu. Kako se lahko to v Ukrajini zgodi, da sta taki dva ključna človeka, ključnega ministrstva nekako na istem mestu in potem tragično umreta? To se zgodi takrat, kadar kršijo nepisano pravilo, da dva takšna ne moreta biti skupaj. Morate vedeti, da takšnih primerov v zgodovini precej. Spomnite se padec poljskega letala, ki je šlo proti Katinu, kjer so bili skupaj v avionu tisti, ki bi tam lahko bili in tisti, ki tam po tem vašem načelu ne bi smeli biti. Torej gre bolj, bi se reklo, za ravnanje. Zdaj, kateri je bil ta razlog, nujni razlog, da sta skupaj sedela tako visoka predstavnika oblasti, to ne vemo. Vprašanje, če bomo tudi kdaj vedeli.
In vprašanje, če ne bomo iz tega še čez nekaj leta spletali različnih teorij zarote. Vojaška vpletenost NATO, vemo, da ves čas že to podpira NATO tudi ukrajinsko stran, pa nekako iz ruske strani že prihajajo informacije, pa tudi obtožbe, da dejansko gre za vojno, de facto vojno med Rusijo in med NATO. Kako vi to komentirate? Najprej bi želel povedati, da je ta vojna za preprečitev širitve NATO proti Ruski federaciji oziroma interesnemu območju, za katero Rusija pravi, da je to njeno. To je tudi eden bil od stebrov specialne vojaške operacije. Torej zakaj je pravzaprav prišlo do te agresije Ruske federacije proti Ukrajini. Nekateri govorijo, da gre za tako imenovano proksi, nadomestno vojno. Tudi če to sprejmemo, potem je treba reči, da takšnih primerov v zgodovini imamo več. Korejska vojna je takšna, torej nadomestna vojna. Imate Vietnamsko vojno, še bolj, torej, ker so bili Američani udeleženi, pa so potem na drugi strani Sovjeti zelo intenzivno pomagali. Lahko bi našli vzorec tudi v afganistanski vojni, ker so najprej bili Sovjeti v Afganistanu, potem pa so namesto njih šli Američani in ostali zavezniki. Torej, ta nadomestna proksi vojna ni nič novega. In ima eno zelo tako nesrečno poanto, da se nekdo drugi bojuje namesto tistih, ki k temu prispevajo. Ampak tisto, kar je ključno, če je bila to vojna za preprečitev NATO v interesni coni Ruske federacije, potem je treba danes jasno povedati, da je NATO v Ukrajini več, kot ga je bilo kdajkoli prej. Lahko bi celo postavili retorično vprašanje, zakaj so vabili NATO še dlje proti Rusiji, če so pa rekli, da je to njihova interesna sfera. In še en takšen paradoks lahko povemo. NATO dobrih 70 let ni uspelo privabiti Švedske in Finske v zavezništvo. 70 let so jih vabili, so rekli, da imajo geostrateško pomembno pozicijo, pa jih niso uspeli spraviti notri. Vladimiru Putinu je to uspelo v 4 mesecih. Ali pa rečemo temu, v 4 mesecih do enega leta, ker je ta postopek nekaj daljši. Torej, tukaj je en ta paradoks, ki ga najbrž ne bomo nikoli dokončno razvozlali ali pa celo razumeli. Zdaj, ta bitka za to interesno območje se danes vodi na eni zelo zanimivi platformi. Ta platforma je vzeta iz druge svetovne vojne. Druga svetovna vojna je bila vojna proti totalitarizmom oziroma proti nacizmu in pa proti fašizmu. V končnem delu samo proti nacizmu, ker je fašizem leta 1943 kapituliral. In takrat je veljalo princip, da je ta sistem treba totalitarno izkoristiti. Če je v tej vojni tudi cilj, da nekoga treba totalitarno premagati, potem je to lahko zelo, bi se reklo, zelo lahko dvomljivo. Tudi v primeru, da računajo, da bo Rusija izgubila. Torej, kaj jo bodo razparcelirali, naredili novo križno območje. Torej, v tem pogledu je to. Ampak vaše vprašanje je bilo, ali je NATO udeležen. Neposredno NATO ni udeležen, uradno pa javno deklarirano pomaga ukrajinski strani, ne samo NATO, tudi druge države. Ampak NATO seveda najbolj učinkovito, zaradi tega, ker je na območju se čuti zelo izpostavljenega in zelo, bi se reklo, ogroženega. Se pravi, vsak dan dobivamo, oziroma ljudje dobivajo različna medijska poročanja, ki bi naj nekako prikazovala dejstva na bojiščih, ampak koliko so ta vsakodnevna poročanja, ki prikazuje res dejansko stanje, ali pa gre samo za neko propagando ene ali druge strani? Upal bi si trditi, da je resnica največji poraženec te vojne. Najbrž je bila v vseh vojnah tako, ampak v tej še posebej. Ta informacijska dimenzija te vojne je v dobi digitalizacije posebej izpostavljena. Mi bolj kot vemo, kaj je prav, vemo, kaj ni prav, tudi zaradi tega, ker se tako predstavljamo. Imamo dva vzorca pri tem. Imamo tako imenovani ruski vzorec, kjer je zelo centraliziran in zaprt in kjer do nas pride zelo malo teh informacij. In je za način
na katere funkcionira ruska država, zelo prilagodljiv. Pravi, tam ne smeš nič proti vojni povedati, ker zaradi tega si lahko hitro sprocesiran in si lahko hitro zaprt. In zaradi tega je teh informacij tudi z druge strani, na ruski strani, drugotnih informacij zelo malo. Na ukrajinski strani imate kontravzorec. Na ukrajinski strani imate vzorec, bi se rekel, zelo odprt, ki je tudi centraliziran, bistveno težje ga je pa nadzirati. Zato iz ukrajinske strani ugotavljamo in dobimo vsaj del informacij tudi iz druge roke, da se lažje ustvari ta slika. Torej tudi ukrajinski model informiranja je enostransko usmerjen, nadziran, ampak omogoča vsaj del ugotovitve. In ukrajinski model temelji na sodobnih platformah. In verjetno tudi zaradi tega ima ukrajinska stran, bi se reklo, toliko zagovornikov, da ne rečem simpatizerjev, ker presega na nove platforme. Socialna omrežja in podobno. Ampak to informacijsko dimenzijo vojne je treba gledati v skladu z tem tako imenovanim kibernetskim bojevanjem. To informacije grejo po kibernetski, torej kjer se poskuša nasprotnika najprej zavajati, mu dati lažne podatke na eni strani, na drugi strani je ta dimenzija usmerjena tudi v motiviranje prebivalstva in pa vojakov na obeh strani. Jaz že dolgo nisem videl vojska, ki bi se z tako gorečnostjo borile, se pravi, je ta informacijska dimenzija, podpora zelo močna. K temu je treba seveda dati še tudi en del ideologije, torej boj proti nacizmu. Najprej so nacisti bili v Ukrajini samo ukrajinski, zdaj smo počasi to oznako dobili že tudi ostali Evropejci in tisti, ki so pač seveda v NATO. Torej na tej platformi se gradi ta informacijska dimenzija te vojne, ki je strahotna. Ta vojna bo v zgodovini zapisana kot vojna nekih sodobnih pristopov in zlasti te informacijske dimenzije. Bi nas moralo skrbeti to čaščenje neonacističnih likov, kot je Bandera in tako naprej v Ukrajini? Vsako obujanje nacistične ideologije, mitologije je nevarno. To je treba jasno povedati. V vojnih stanjih je seveda dojemljivost družbe in javnosti nekoliko drugačna, samo spomnimo se na to iz hrvaške vojne, torej, kjer so po 50 ali pa malo manj kot 50 letih zopet jasno nastopali na eni strani ustaši, na drugi strani pa četniki, ravno zaradi tega, da se najbrž lažje motiviralo za grozodejstva, ki se v vojni dogajajo. Zdaj, kolikor je te dejanske mitologije resnične, težko vemo. Nekaj tega se seveda prebije v javnost, torej tisti skrajni desničarji lahko posegajo, če bi sodili po vzorcu iz balkanskih vojn, po teh pristopih, kjer se na ta način seveda želijo ločiti od onega. Ampak jaz ne verjamem, da Evropa pade na tako zadeve. Evropa je zgrajena na protinacističnem, bi se reklo, tem uporništvu, tudi proti fašističnem, ne nazadnje, tako da v Evropi je ta oznaka, da so vsi, ki v Evropi podpirajo Ukrajino, nacisti, zelo težko sprejemljiva. Bi nas moralo skrbeti tudi, kar se tiče medijske svobode, kajti s prepovedjo tega ruskega kanala Russia Today v Evropi se mi zdi, da nekako gremo v smeri cenzure. To sva že prej odgovorila. Obe strani sta na tem področju cenzure zelo močni. Torej, če bi mediji bili usmerjeni v širjenje resnice, potem bi jih lahko tudi prepovedovali. Zdaj so pa te prepovedi predvsem v smeri širjenja lažnih informacij. Kakšno so vaše pričakovanja glede poteka vojne v letu 2023? Osebno bi si želel, da se ta morija po letu dni konča, ampak očitno je tako hitro še ne bo konec. Na strani agresorjev vidim 3 te možne scenarije, torej preboj tukaj pri Bakhmutu in potem poskus dokončnega zavzemanja Doneške in pa Zaporoške regije. Lahko bi ta cilj bil tudi širši,
Torej, če bi to uspelo sorazmerno hitro, potem bi se to lahko preusmerilo še na Hersonsko regijo in prodor proti Odesi in proti Pridnesterju, razširitev proti Pridnesterju. Če do tega pride, Ukrajina ne bo več črnomorska država in to območje nove, tako imenovane nove Rusije bo rešilo po ruskem tolmaču vsa ta vprašanja, ki so odprta v zvezi z ruskim prebivalstvom, torej tudi tistim, ki je v Pridnesterju v Moldaviji. Ne vem, če se je ruska stran v celoti odpovedala prvotne zamisli oziroma vključitvu še druge fronte, ki bi prišla iz Belorusije. Torej na beloruskem območju je zdaj ruskih armad manj, kot jih je bilo v začetku agresije, ampak pogosto se pogovarja, da bi se tudi Belorusija lahko vključila, torej da razbremeni te sile, ki delujejo ruske in proruske, ki delujejo na južnem delu. To je na ruski strani, zdaj ukrajinska stran ima torej, da zdrži tole, kar je povezano z Donbasom, ne samo Bakhmut, ampak tudi širša ta fronta, torej, da ne dovoli vendarle tega zavzetja cele Zaporoške pokrajine, ker če to dovoli, če se to zgodi, potem je njena napoved, da bo osvobodila Mariupol in da bo presekala tukaj na tej liniji Bakhmut, Mariupol, to linijo in da bo prišla nazaj na Azovsko morje, ker je bila iztisnjena ven, je brezpredmetna. Ukrajinska stran ima še zmeraj v napovedi, da bo zavzela nazaj oziroma osvobodila vse zavzete pokrajine oziroma vsa zavzeta območja, zato bo potrebno precej časa in ogromni vojaški potencijali. Govori se o veliko številu mrtvih na eni in drugi strani. Koliko so te, nekih 100-200 tisoč? Koliko je tu pretiravanja, pa koliko je tu nekih resnih številk? Koliko vi ocenjujete, da je nekako žrtev na eni in drugi strani? Govorimo vojaškega osebja. Tega si ne bi upal, bi se reklo, komentirati oziroma za številkami podkrepitev. Od začetka teh vojaških spopadov sem poskušal z nekimi analitičnimi sredstvi in orodji preverjati, ali te podatki držijo. Tukaj gre za velika zavajanja, ta zavajanja vplivajo seveda na drugo stran. Vprašanje pri teh številkah je, kolikšna je združljivost obeh strani v spopadu, se pravi ukrajinske in pogojno rečeno ruske na tem področju. Jaz ne verjamem, da obstaja oblast, ki lahko preživi oziroma prenese recimo 100 ali pa 200 tisoč mrtvih. Torej, to je ta odgovor. Bomo videli čez leta, koliko je bilo tega. Ampak tudi, če jih je samo nekaj tisoč, je to še zmeraj ogromno in je to treba obžalovati. Kje je ostala borba za mir? Vsi govorijo o vojni, o pošiljanju orožja, o nekih novih kapacitetah, o tankih, ne vem kaj vse, ampak če pa kdo želi o miru, dajmo se dogovoriti za mir, ustavimo to vojno, pa je medijsko takoj popljuvan. Ali je to v Nemčiji, ali je to pri nas, ali kjerkoli. Torej, tudi vidimo, Kitajci so dali nek predlog za mir, pa so jih takoj popljuvali. Mislim, pa kje smo? Ni nekega mirovnega gibanja, ni nekega interesa, kaj bi zadeva šla v to smer. Po drugi strani pa vidimo, da orožarski lobby pa kuje velike dobičke. Mislim, da v lanskem letu je delnice orožarske industrije v Združenih državah Amerike so se dvignile vrednosti za 60%. Tukaj pri vprašanju o prizadevanjih za mir se vračamo na tisto, s čimer smo začeli današnji pogovor, torej v ultimativnost. Obe strani v spopadu danes govorita, da morata zmagati in nasprotna stran mora ultimativno zgubiti in da se nista pripravljeni izven tega okvira, te ultimativnosti sploh pogovarjati. Treba pa seveda tudi reči, da prizadevanja za mir so potisnjena v drugi plan, vendar jih ni malo. Tiha diplomacija intenzivno dela, nekaj tega se da razbrati. Zdaj, da so vsa ta prizadevanja ali pa klici po miru kot klici onega izgubljenega v puščavi, je res zaradi ultimativnosti. Tam, kjer bi se moralo, kjer tisti, ki bi morali pristati na to, niso primerni za to. Jaz sem računal, da se bo iz tega kitajskega predloga zgodilo več, da se bo razvil na ta napredek
Tudi potem, ko ameriški sekretar ni šel na Kitajsko, sem rekel, to pred začetkom te akcije Kitajcev za mirovne niso hteli narediti, da ne bi kitajske strani dodatno kontaminirali, če lahko uporabimo ta izraz, da je ta zadeva na vides nekoliko zaostala, ampak ta kitajski predlog je treba opazovati predvsem skozi dva zorna kota. Prvi je o tem, ali bodo Kitajci tisti, ki bodo poskušali povezati mirovno platformo, rečemo temu, iz ene in z druge strani. In ali bodo na ta način nadomestili Združene narode, ker je Rusija, Ruska federacija kot stalna članica Varnostnega sveta nekje potisnjena na strani in izven tega. Torej, ali bodo zdaj Kitajci. Torej, če bi Kitajci to prevzeli, pomeni, da bi oni bili tudi ti, ki konfigurirajo bodoče mirovne sile na območju teh zasedenih, da bi prišlo do demilitarizacije, najprej do razdvojitve sprtih strani, potem do demilitarizacije, se pravi umik vojska in da potem iskanje nekega konflikta. Vprašanje je, kdo bi lahko šel skupaj še z Kitajci na to območje. Vemo, da se mirovne sile delajo po enem konsenzu, da se dela po enem principu generiranja sil, delitve teh interesnih območij. Te izkušnje smo videli na primeru Bosne, še bolj na primeru Kosova. Tako da tukaj najbrž treba še iskati model, ampak dokler Ukrajinci ne bodo pristali, da grejo za mizo, dokler Rusi ne pristanejo, da grejo za pogajalsko mizo, so vsa ta prizadevanja, vsi silni apeli, tudi moje govorjenje proti vojni, seveda samo govorjenje o tej zadevi. Do takrat pa bo najbrž govorilo orožje in bodo čakali priložnost oziroma neko situacijo v teh spopadih, kateremu bo prej podrsnilo v teh spopadih. In ta, ki bi dobil to prednost, bi seveda v teh pogajanjih imel seveda tudi prednost za diktiranje nekaterih pogojev. In tukaj smo zdaj zopet na tistem, torej, če bodo mirovna pogajanja temeljila na principu brezpogojne kapitulacije ene ali druge strani, potem pomeni, da se nič ne bodo pogajali, ampak bodo samo diktirali pogoje miru. Jaz verjamem, da kitajski predlog ali pa ostali predlogi, ki se bodo razvili, ne bodo šli v to smer. Torej, brezpogojne zmage na eni strani ali brezpogojnega poraza na drugi strani, kjer ni mesta za neko vmesno tretjo pot. A nimajo morda Amerikanci tu ključa v rokah? Združene države Amerike imajo zelo pomembno vlogo, gotovo. Zdaj, na kateri smer bodo šli, bo odvisno od Američanov, ampak če Američani presodijo, da Združeni narodi ne bi mogli uspešno takšne mirovne operacije voditi in da bi to delala neka, pogojno rečeno, koalicija za mir, kjer bi bili vključeni tudi recimo Kitajci in še kakšni zavezniki Rusov, potem bi lahko prišlo do tega sporazuma. To je treba računati tudi, da bi Evropejci pri tem morali biti oziroma bodo hoteli biti soudeleženi, ker se ne znam predstavljati, da Evropejci ne bi več prispevali v povojno obnovo Ukrajine in bi se reklo rekonstrukcijo vsega tistega, kar je bilo porušeno in uničeno. Gospod dr. Alojz Steiner, hvala lepa za vaš obisk našega studia in hvala lepa za zanimive informacije o dogajanju v Ukrajini. Hvala tudi vam.